V tej mali tanki škatlici je ena zadeva, ki je v zadnjem času ekstremno popularna. Jaz sem za usrane avte, ne? Sam da so pa skozi usrani, to pa tudi ne. Kaj, pusti svojo šminko namerno. Kje smo si lučkali že? V glavnem, gremo po vrst. Dve stvari. Najprej bom nekaj razškatlu, pa bom pa nekaj sprobil, kar si želim že, koliko? Vsaj ne pol leta? Pa noč rabim, to zmeri pozabim. I got the knife! Tole pa vem, kaj je. Jaz sem tako veselim. Moram najprej zgodbo povedati. Veš, sem še mesec nazaj videl, da se prodajajo kapce posvečene Draženu Petroviću. Jaz skočim v luft. Jaz bi to valjda imel. Dražen, ne? Tako ti bom povedal, če jaz gledam kakšen video o Draženu Petroviću, pa sem vedno ali zelo blizu solz, ali se pa jokam. On je bil neverjeten, on je bil po mojem mnenju eden najbolj nadarjenih košarkarjev vseh časov. Pa še ena stvar, ki sem jo pozabil povedati, ko sem snemal tole, pa sem opazil zdaj, ko montiram, ne samo, da je bil Dražen izredno nadarjen, njegova ključna prednost je bila to, da je bil neumoren garač. Pa to ni zdaj overhyped, ne? Zdaj, ki je že toliko časa ga ni več, pa pol romantično gledaš na tiste čase. Dražen could ball. Gizmo, sabej. Sled, ki je on pustil v Šibenki, Cibonu, Realu, da ne govorim o NBA-ju, mogoče malo manj v Portlandu, pa zato toliko bolj v New Jerseyju, da v reprezentančnih nastopih sploh ne govorim. Dražen je bil, mislim, takšnih liderjev, kot je bil on, mislim, v športu jih ni ali pa ni bilo veliko. Tisti, ki veste, veste. Tisti, ki pa ne veste, pa predlagam zelo hiter skok na YouTube, pogledati kakšne klipe, obvezno pa tudi dokumentarc, za katerega je delno odgovoren tudi Vlade Divac, imenuje se Once Brothers. Pa boste dobili neko idejo o tem, kaj je Dražen bil, predvsem pa kaj je Dražen pomenil. Pa ne samo nam, športnim zanesenjakom. On je ogromno pomenil vsem. Zdaj pa preden me zanese, pa začnem jokati, tukaj noter je kapca, ki jaz po vseh pravilih ne bi smel imeti, zato ker je bila praktično razprodana, ampak so bili pri New Era toliko dobri, da sem jo preskrbel. Hvala lepa. Noga me srbi. Čakaj, dve kapce. To ste me malo presenetili. Bom najprej uno vam potegnil, prav? 3 kapce. You guys kidding me? Gremo od spodaj na vzgor, ker hočem Draženovo na koncu vam potegniti, prav? Ta ne vem, kva je. Yeah, babe. Chicago Bulls. Jordan, Grant, Pippen, Paxson, Kerr, Harper, Longley, Kukoc, Armstrong. Ško mi je všeč? Farba. Perfect. Ok, gremo naprej. Yankees, motherfucker. Perfect. Vidiš? Shit pa detajli. Temno modra, rdeča, na tej strani valjda logotip New Era, na tej strani logotip zadnjega profesionalnega moštva, za katerega je igral, to so bili New Jersey Nets. Zadnji pa deleč najlepši detajl. Dražen. K ulita. New Era, hvala za to. Vem, da sem bil prepozen, po vseh pravilih ta kapca ne bi smela biti zdaj na moji mizi. Ampak je. Ok, ta druga stvar pa ni je unboxing, sam v tej mali tanki škatlici je ena zadeva, ki je v zadnjem času ekstremno popularna. Fidget spinner. Prvič ga držim v roki. Pač zanimalo me je, v čem je fora. Zakaj so vsi počeni nanj, predvsem pa kakšen je feeling, ki se ti zavrti med prsti. A je že zanimiv? Prvo reči, da mi je kar všeč, ne, sicer še vedno ne razumem, kako je lahko to postala takšna norija, ne. Ampak smo bili pa mi mulci, ne, smo bili pa v enem trenutku čist blesavi na jojo. Pa če hočeš biti pa kontra vsem ostalim, ne, pa vsem imaš fidget spinnerje, pa tega znotraj vrtiš. How do you like this car better, clean or dirty? Dirty? Jabolka drevesa pa te fore, a?